Lepo pozdravljeni zopet s Konjskega vrha. Lep pozdrav. Današnje srečanje bova naslovila Za vsako bolezen rožica raste. Točno. In ko si mi povedal ta naslov, sem razmišljala, zdaj bomo pa slišali nekaj o zeliščih, Zdravilnih. zdravilnih zeliščih. Pa si mi- Tudi, ampak ne tako neposredno, kot si zdaj kdo misli. Tako da ne boš konkurenca naši zeliščarki Špeli, pač pa bo to ena taka zanimiva Beseda bo zgodba tekla o cvetkah. o cvetkah. Ampak zopet ne o rožicah, ampak o cvetkah. Cvetke, veste, to je tisto, ne, ko se ti kaj zgodi, pa potem pripoveduješ, so to cvetke, dogodki iz našega življenja. Cvetke so tisti posebni dogodki, zanimivi dogodki, ponavadi so to dramatični dogodki, ki se pa neredko potem izkažejo, ko jih predelamo za ene smešni pripetljaji. In ker so počitnice, se mi je zdelo, da je primerno, da si za počitniško vsebino privoščimo nekaj, kar nas bo sprostilo, kar nas bo umirilo in upam, da tudi nasmejalo. Ena cvetka iz Konjskega vrha, oziroma niti ne iz Konjskega vrha. Ta cvetka je bila, se je dogodila, ko sem šel nabirat cvetke, in sicer tja v bližino Podveže, to je od mene nekako, jaz vem koliko, recimo 10 kilometrov. Kako sem šel nabirat cvetke, torej zdravilne rože, v zame najbolj sproščujoči obleki. To pa so štajerske cote, ki so v mojem primeru, zdaj nisem v njih, resnično štajerske. To pomeni izjemno zračne, raztrgane, tiste hlače, ki jih nosijo sedaj mladi in so že vnaprej kupljene kot raztrgane, niso nič v primeru z zračnostjo mojih štajerskih cot. Trenutno imam tudi zgornji del en takšen, da je tukaj je kot slinček, na obeh straneh je pa razparano. In seveda, ker me je možganska kap, je poleti moj redni spremljevalec na soncu, tudi tale slamnik. In seveda sem šel nabirat zdravilna zelišča, sproščujoče, v sproščujoči obleki. Peljal sem se na Podvežo, nabiral sem zdravilne rožice. In potem se je začelo mračiti, čas, da se vrnem domov, in sem šel pač do avtomobila. Ko sem pa prišel do avtomobila, sem ugotovil, da je guma prazna. Sam osebno sem tehnično izjemno neroden človek, ne. Bolj kot si mislite, ne. Osebno še nisem menjal gume na avtomobilu. Ponavadi mi to naredijo sosedje, me rešijo. Enkrat se mi je pripetilo, da mi je guma spustila ravno pri mehaniku. Enkrat pa na avtocesti, Bogu hvala, blizu Celja, in sem poklical mojo sestro, da mi je potem menjala gumo. Takrat na Podveži pa je bil ravno čas, ko so moji sosedje v hlevu, in seveda je takrat ni primerno motiti sicer zelo dobrih in ustrežljivih sosedov. In sem se spomnil naročila moje zdravnice, ki je: večkrat hodite peš, več hodite. In sem si mislil, no, bom pa vsaj enkrat poslušal mojo zdravnico in se bom odpravil peš proti domu. Potem naslednji dan pa bi prišel s sosedom, bi zamenjali gumo in bi potem seveda se lahko zvrnil z avtom domov. In sem šel peš, ne. Ampak ko sem prišel do glavne ceste, se je že stemnilo, in potem sem šel ob glavni cesti, imel sem še mogoče slab kilometer in potem bi šel po potoku gor in bi bil v slabe pol ure doma. In ko sem hodil ob cesti, naenkrat zagledam v temi na nebu modre lučke, ne, in sem pomislil, rešilec gre, stopim še malce bolj na stran, ampak ni bil rešilec. Modre lučke so se ustavile, obrnem se in vidim, da je bil policijski avto. Kaj sta videla policista? V svojem žarometu sta videla popolnega razcapanca, ki hodi po noči, ne čez dan kot danes, hodi po noči z slamnikom na glavi,
Da sta bila v nekem nelagodnem počutju, sem opazil, zato ker ko sta stopila ven, ne, sem videl, da je stopil tak policaj razkoračeno in potem je meril vame s tisto lučko, ne, rdeča na koncu je bela, ne, in svet vame, čeprav me je videl svoj žarometov, potem sta se počasi približala in eden izmed njiju je rekel na varnostni razdalji, je rekel, a vi veste, da ogrožate promet, hodite po napačni strani ceste, brez odsevnega telesa. Jaz sem rekel, bom šel kar na drugo stran. On pa je rekel, stop, počakajte. Dokumente, prosim. In sežem v žep. Oprostite, sem rekel, dokumente sem pozabil v avtomobilu. Ne. Da si predstavljamo, kaj sta ona dva razmišljala. Človek, ki hodi peš, ne, po cesti, po noči, s klobukom zasenčenje na glavi, pravi, da ima avto in da ima v avtomobilu celo dokumente. In sem videl, da mi ne verjamete, ne? In sem postal rahlo nervozen in potem je eden izmed njih vprašal, ja, kdo ste pa pravzaprav vi tukaj, ne? Tak razcapanec hodi po noči po cesti. In sem vedel, da moram dati nekaj takega, kar bo imelo moč. In sem se popravil v tistih štajerskih cotah. Sem rekel, veste, jaz sem pa tukaj duhovnik. Sem takoj videl, da ni prijelo. Ta razcapanec tukaj duhovnik. In potem, ker je zastavil eno vprašanje, a samo to sem še bolj zapečatil svojo usodo, je rekel, ne, nisem samo to, sem tudi docent na filozofski fakulteti. Spogledala sta se rahlo zaskrbljeno sicer nasmehnila in eden je dal roko tako, da je rekel, sem slišal še dobro, da ni rekel, da je Napoleon. In potem se je zgodilo to, kar sicer pravimo samo v šali, ko si zastavljamo vprašanje, kakšna je razlika med policistom in duhovnikom. Mi pravimo pri naši Gospode z vami. Ona dva sta pa rekla, Gospod, boste šli z nami. In sta me posadila v avto, in sta me peljala na policijsko postajo. In potem sem tam sedel zelo pobožno z slamnikom na kolenih in čakal na usodo. Oni so tam neki telefonirali, tu pa tam je me prišel kdo pogledati, ali je to mogoče. In potem so ugotovili, da imajo v lučah in v Solčavi res da kaplana, pri katerim je to mogoče. In so me pripeljali potem z avtom do hišnega praga. Kot je bil prevoz domov potem zagotovljen. Ja. Dogodek takrat, ko se je dogajal, je bil dramatičen, zame nikakor lagoden, ampak ko pa to premisliš, pa ko samega sprejmeš v realnosti življenje takšen kot si, pa se lahko tudi nasmejiš in mislim, da se tudi tista policista še danes smejita ob spominu na ta dramatični dogodek, ki pa se je v predelavi spremenil v komedijo. In cvetke so, da si pripovedujemo takšne zgodbe, da se ob njih nasmehnemo, da v počitniških dneh obudimo kakšen spomin na situacijo, ki takrat ni bila lagodna, je pa dejansko potem razlog, ker je predelana in smo sprejeti v njej razlog za dobro voljo, za nasmeh. In ne samo otroci, ki najraje poslušajo takšne žive zgodbe, v katerih nastopajo neznane osebe, ampak tudi mi odrasli se lahko potem sprostimo, nasmejimo in mogoče zato v letu, ki je pred nami, bomo marsikatero zadevo lažje sprejeli in si rekli, pa se ni tako dolgo, kot ste zdi, ne, ko bomo zadevo predelali, bo mogoče tudi razlog za nasmeh, za novo cvetko v počitniških dneh prihodnjega leta. Ja, ampak preden končava in se posloviva, lahko samo povem, da imaš to cvetko, pa še kar dosti njih tudi zapisanih v knjigah. Ja. V tvojih 2 knjigah in počitnice so namenjene tudi temu, da posežemo po knjigi. In če vas je ta zgodba nagovorila, vabljeni, da vzamete v roke knjigi. Jaz Charlie Chaplin, to pomeni v prevodu jaz Karli Kaplan Chaplin,
druga pa je jaz, Chaplin Charlie, je pa jaz, kaplan Karli. Ja, v obeh knjigah je zbrano 50 pripetljajev, ne, ki so se dogodili. Vse pripetljaje pripišem sebi, zato ker se ljudje predstavljajo, brat ilustrira te zgodbe in potem se seveda ob moji pojavi lažje nasmehnejo, predvsem pa se mi zdi potrebno, da ponudimo smeh na svoj račun. Ni dobro, da si izposodimo nekoga in se potem na njegov račun smejemo, ne. Smeh moramo vedno znati ponuditi na svoj račun. Če je kdo zabavljač na račun drugih, ne, takšni ljudje so zame skrajno neprijetni, povej mi svojo zgodbo, predelaj svoje zgodbe dramatične in potem mi podari nekaj, da se bomo skupaj lahko nasmejali. Če ti že jaz ponudim svoje zgodbe, torej smeh na svoj račun, mi postreži ti svoje dogodke kot za dobro voljo, seveda na svoj račun. Tako, in en lep pozdrav in nasmejan počitniški čas vam želimo. Vse dobro.